Današnji test tega Citroena EC4 bo izgledal nekoliko drugače. Šli bomo na izlet proti Primorski in tako kot smo se včasih, ko smo šli na morje, se večkrat ustavili, no tudi mi bomo danes naredili nekaj postankov. Postanke pa bomo delali zato, da bomo lahko pogledali v zgodovino te znamke, ki je vedno postregla z nečim posebnim, z nečim tehnično nekonvencionalnim. In lahko rečemo, da se je Citroen v zadnjih nekaj desetletjih kar nekako izgubil v sivini. No, s tem Citroenom EC4 pa nekako želi ta citroenovski nekonvencionalni duh vrniti. Torej, vžgimo ta električni motor in si oglejmo, kaj je na tem EC4 nekonvencionalnega. Današnji izlet začnimo v družbi Citroena C4 Coupé, enega zadnjih nekonvencionalnih Citroenov. Nekonvencionalen je bil pa v tem pogledu, da je ta njegova strešna linija skorajda ravna in to mu je nekako omogočalo, da so tudi potniki na zadnji klopi sedeli zelo, zelo udobno. In posebno ista zgodba je s tudi tem novim C4. Ja, ta ni kupé, je pa kupejevski v tem pogledu, da je streha njegova kar nizka, ampak tudi v tem primeru potniki na zadnji klopi sedijo udobno, je pa bistveno več kolenskega prostora kot pa v prejšnjem modelu. In zakaj danes ni več Citroena C4 Coupé? Logičen razlog je samo en par bočnih vrat in takšnih avtomobilov danes pravzaprav ni več. Skoraj pri nobeni avtomobilski znamki jih ne najdemo, tudi športne različice takšnih avtomobilov so skoraj izključno petvratne. Imata pa ta dva avtomobila še eno skupno lastnost. Pogled nazaj skozi vzvratno ogledalo. Dvodelen pogled nazaj, predeljen pogled nazaj in seveda iz stališča varnosti to ni dobro. Nekako nam zmanjka tega negativnega naboja. Ta davek zaradi oblike smo pripravljeni plačati. C4 Coupeja in pa naslednjega Citroena, ki ga bomo na današnjem izletu spoznali, pa druži ena tipično citroenovska nekonvencionalnost. Preden gremo na izlet, pa še ena kratka podobnost teh dveh Citroenov. C4 Coupé in pa C4 imata praktično strešna spojlerja na skorajda isti višini. Še en dokaz, kako zelo kupejevski je C4 2021. Dame in gospodje, evropski avto leta 1971. Ja, 50 let je star ta lepotec. Gre za avtomobil, v katerem je kar 2 milijona kupcev uživalo tole. Model GS je torej množicam dal tisto, kar je pred njim model DS, se pravi zračno vzmetenje, dobrobit, ki omogoča, da se lahko avtomobil pelje samo po 3 kolesih ali pa da rezervno kolo zamenjamo brez uporabe dvigalke. Citroeni DS so danes izredno cenjeni starodobniki, sploh če so recimo v takšni cabrio verziji dosegajo vrtoglave vrednosti, recimo tudi 250 000 evrov in več. Ampak že takrat v 60-ih letih je bil DS predvsem avtomobil za premožne. Precej drag avtomobil, luksuzen avtomobil in prav zaradi tega so naredili model GS. S tem so množice dobile tisto pravo francosko udobje. Ta avtomobil je prav tisti, ki je ustoličil ta izraz francosko udobje. Če ne bi bilo tega avtomobila, ne bi vedeli, kaj pomeni mehka vožnja, udobna vožnja, kaj pomeni vožnja po lebdeči preprogi. In to je tisto, kar nas pripelje do glavne in najbolj bistvene lastnosti tega novega Citroena EC4. Ja, res je, Francozi so bili vedno Francozi, čeprav so nekaj let nazaj koketirali z Nemci in nam dali bolj trde Citroene, no ampak ne, v zadnjih letih se Citroen res trudi, da bi spet dal nam te prave francosko mehke avtomobile. Spodaj pod kolesi se nekaj dogaja, se prevzemajo udarci, ampak
do sedežev, do teh mehkih, finih sedežev, pa nič ne pride. Tehnologija vsekakor ni enaka kot pri tistem legendarnem GS-u, so pa tudi tukaj klasično vzmetenje omehčali s hidravličnimi blazinicami. Je pa C4 vseeno mogoče malce drugačen od drugih Citroenov, ki nekako po cestah valovijo, jadrajo, se obotavljajo. No, tega pri tem avtomobilu ni, ostaja agilen in je nekako kar čvrst. Ampak da ne bo kdo narobe razumel, ne, ta avtomobil noče biti dinamičen. To je Citroen, pravi tipičen Citroen, takšen kot mora biti. In kje se recimo to pozna? No, pri krmiljenju. Ampak ko smo pri volanskem obroču, tisti tam ima zelo, zelo posebnega. Pridite, gremo. Tako kaže volan, ko so kolesa usmerjena naravnost. Se pravi, če bi pogledali na uro, bi bila ura 8, kazalca za minute sploh nimamo. Ampak takšen volan ni bil samo zato, da bi Citroen bil drugačen od vseh ostalih. Bila je tudi tehnična značilnost. V nesreči se je ta volan zvil tako, da je voznika avtomatsko nagnilo proti sredini kabine. Še ena skupna točka novega C4 s tem legendarnim starim GS-om pa je bočna linija, silhueta. Avto je seveda dolg in zelo nizek, predvsem pa ima ta izredno položen zadek. Seveda v tem primeru z legendarnimi žaluzijami pod tem zadnjim steklom. In lahko povem, da je tale avtomobil tudi bil izredno aerodinamičen. 0,31 meri njegov količnik zračnega upora, pri novem modelu je količnik zračnega upora 0,32. Torej, 1-0 za zgodovino. 2-0 za zgodovino pa pomeni dejstvo, da je ta stari GS pol lažji od novega C4. Skoraj bi si upal trditi, da se tukaj zadaj sedi celo bolje kot pa spredaj. Prostora je veliko, predvsem pa ena podrobnost. Danes skoraj da ni več takšnih avtomobilov, v katerem bi bilo tako zelo svetlo. In zakaj je tako zelo svetlo? Poglejte, bel strop. No, jaz to pogrešam. 3-0 za zgodovino. Tisto, kar najbolj pade v oči, pa je terenska zasnova. Terenska, kvazi terenska seveda. Avto seveda nikakor ni SUV. Dejstvo pa je, da ima nekaj tistih značilnosti, ki ga nekako delajo primernega tudi za takšen razdrapan teren. Kar je najbolj bistveno, je to, da je avtomobil od tal oddaljen slabih 16 cm. To je seveda več kot pa kombi limuzine tipa Golf, Megane, Astra, Focus in tako naprej. Si pa ne obetajte, da boste van vstopali tako kot v druge SUV, se pravi pokončno. Avtomobil ima zelo zajeten prak, rad umaže hlače. Tukaj izza desnega sedeža vam lahko pokažem še eno Citroenovo inovacijo. No, inovacijo. Gre za nosilec za računalniško tablico. Tablico damo v tak etui,
ki ima tudi eno tako plastično pokrivalo, ki sicer nekoliko vpliva na uporabniško izkušnjo računalniške tablice, je pa koristna zato, ker na tablico v tem primeru vidi samo sovoznik, vozniku pa se izza svojega volana sploh ne sanja, kaj piše, gleda ali računa. Tablica ima tudi svoj prav poseben predal, če se boste odločili, da boste tablico pustili v avtu. Zelo pohvalimo dejstvo, da je Citroen nam dal klasična vrtljiva stikala za nastavljanje klime. Precej nenavadno pa se nam zdi dejstvo, da ima voznik pred sabo dokaj majhen zaslon. V resnici več vidi na projekcijskem zaslonu. Praznovali smo torej danes 50-letnico s Citroenom GS-om, ampak dajmo še 60-letnico in to je Ami 6. To je edini Citroen, ki nima nikjer na karoseriji tistih slovitih dvojnih strešic. Zato, ker je njegov dizajner, njegov oblikovalec Flaminio Bertoni menil, da je ta avtomobil tako zelo drzno oblikovan, da kaj drugega kot Citroen sploh ne more biti. In da se to vidi že nadaleč. Italijan Flaminio Bertoni mu je dal tudi ime Ami, amici, prijatelji, ampak v resnici je šlo bolj za prijateljice. Ta avtomobil je bil eden prvih ženskih avtomobilov. V vseh reklamnih prospektih se je kazal predvsem v ženski luči. Anekdota pravi, da ga je leto preden so ga predstavili vozila žena generala de Gaula. In tudi slovenska anekdota pravi, da je prvi primerek na jugoslovanskih tleh vozila kar Jovanka. Seveda, glavna posebnost tega avtomobila je ta zadek. Avto je seveda 4-vratna limuzina, ampak ta njegova streha pravijo, da je prav po zaslugi tako oblikovane strehe ta avtomobil bil vsaj za 3 km hitrejši, primerjalno s pačkom, iz katerega tehnično ta avtomobil izhaja. Ampak poglejmo, kaj je stična točka tega starega prijatelja z novim Citroenom EC4. Mi rečemo oblikovna drznost. Zdaj, ko imamo postanek na klasičnem bencinskem servisu, je seveda pravi trenutek, da spregovorimo o pogonu. In ja, res sem že omenil, da vozimo električnega Citroena C4, ampak tukaj spodaj prav nič ne kaže na prvi pogled, da bi šlo za električni motor, ne pa za bencinskega ali pa dizelskega. Francozi so se prav potrudili, da so ta elektromotor zamaskirali. No in kot vidite, da je kar precej glasno in vidimo tudi nekaj treslajev. In zakaj? Tukaj spodaj imamo 100 kW polnilec in čeprav danes ne moramo polniti tukaj na tej javni polnilnici z maksimalno hitrostjo, kot bi nam dopuščal Citroen, v praksi to še vedno pomeni, da se bo baterija napolnila po 1 uri in 15 minut. Za koliko kilometrov bo? Za 335. Ampak bodite pozorni, kilometri na armaturni plošči padajo bistveno hitreje, kot pa mi nabiramo kilometre in teh 335 kilometrov je treba vzeti včasih nekoliko z rezervo. Citroen glede tega ni prav nič poseben, vsekakor pa je to dejstvo pomembno iz vidika, kolikokrat se vozite na razne izlete in kolikokrat se boste morali ustaviti na takšni javni polnilnici. Namreč za dnevne potrebe je električne zaloge več kot dovolj. Pa poglejmo še cenovni vidik. Električni C4 je od bencinskega z avtomatskim menjalnikom dražji za okoli 5000 evrov. Seveda, vključene so subvencije in pa različne druge ugodnosti, ki jih ponuja Citroen. Glede na prakso, glede na avtomobilski trg, takšen EC4 stane okoli 25000 evrov. Pri Citroenu dobite tudi pravega SUV-ja in tudi z njim se lahko peljete na elektriko. Vas zanima? Torej kliknite in si oglejte test priključno hibridnega C5 Aircrossa.